Pa mi reče ženska, Alma je dobro, ona je prišla z bolnice. Jaz pa, kakšne bolnice? Zares, ko imaš teh 5 vrhov, pa potem, ko te še na koncu peljajo v kamnolom, ne, pa kaj si nor. Pa v koritu not plava, vse zeleno. Tisto sem kar odmaknil, glavo not, sem rekel, če bom zdaj umrl. Jaz moram piti. S prav nobeno vlogo, ki sem odigral, nisem bil zadovoljen. Sva se pa, kar se tega tiče, zelo, zelo lepo ujela. To je najin način življenja, v bistvu. Spoštovani in spoštovane, za Prekmurje gre. Tole ni hec, tole je resen pogovor s Prekmurcem, ja, ki je član AK Ultramaraton Slovenija. Iz Rogašovec, a sem prav povedal? Rogaševec, ja. Iz Rogaševec, ja, tako. Človek mnogih talentov, ja, igralec, izvrstni vilmoštkalec je bil, to se ga spomnite, tudi v kakšnem slovenskem filmu ste ga lahko videli, pa na odrskih deskah, sicer pa tekač, maratonec, ultraš, trelaš, balatonec, pa mislim, neskončno veliko stvari že naredil in v tem bi danes pregovorila z enim in edinim, z mano je Borut Siherle. Živijo, Borut. Živijo, Marko. Si danes že tekel? Sem. Danes zjutraj sem naredil 20 km, 400 višincev. Bilo je zelo fajn, bilo je še -2, -3, pozneje se je začelo sonce segrevati, tako ne bo več fajn. Imam rad teke okoli 0 stopinj. Se pravi, ti si tudi človek zime, bi rekel, ne človek poletja, ali kaj? Točno tako je. Ne paše mi sonce, čeprav pred leti, na primer, sem še laufal pri 37 stopinjah, 21 km brez problema. Zdaj si več tega niti ne morem predstavljati, da bi šel v take temperature laufati, ne. Kdaj se je ta zadeva začela spreminjati? Praviš, mislim, vteč nekaj na 37 stopinjah sem poskusil, je nekaj posebnega, zahteva pač telo, ki je vajeno vročine, malo dehidracije, pa pač tistega neskončnega sonca v glavo, ampak kdaj se ti pa začela ta vročina, bom rekel, malo obračati, oziroma si jo začel sovražiti, oziroma jo nisi začel dobro prenašati? Niti ni tako daleč nazaj, kakšne 3-4 leta, na primer, ne. Zdaj tja do 55. leta je to bilo mi čisto normalno, ne. Laufaš, vroče, pa kaj, pač vroče, če greš mraz, ne. Zdaj pa dejansko v zadnji 2 leti lahko povem, da pa je to kar huda stvar za mene. Pravim, zelo hitro se utrudim, nenormalno hitro, in je velika razlika, če laufam pri 5, na primer, da ne bom zdaj nekih 0 stopinjah govoril, 5 stopinjah ali pa pri, ne vem, že pri 20 stopinjah, za mene, za moje telo, ne. Ne vem, zakaj se je to zgodilo, ali je to zaradi staranja, kaj jaz vem, ne. Nimam pojma. Lansko leto, sem se srečala na Rivenca trailu takrat, bilo je kar precej toplo, kar zna biti konec avgusta, začetek septembra, tudi v Ribnici še prijetno vroče. No in takrat si prišel v cilj, dehidriran, potem si tudi imel eno manjšo epizodo, da smo se vsi ustrašili za tebe. Mogoče malo lahko pišeš, pa so ti potem zdravniki kaj rekli, na kaj moraš biti pozoren ali pa kaj takega? No, v Ribnici je bilo kar čez 30 stopinj. Prav, ja. Tisto, kar je bilo najhujše, je bilo to, da dejansko, ko sem prišel v cilj, 1 uro po prihodu v cilj, sem dejansko padel v nezavest. In to je bilo pač par sekund, pol sem prišel k sebi, ne, in zdravnik v
rešilcu je rekel, ja, pa to je dehidracija, pa to je ono, pa to je to. Sem rekel, dobro je, če vam je najlažje napisati, da je to dehidracija, pol ok, ne. Vendar toliko tekočine, kakor je, nisem spil ne vem kako dolgo, ker sem bil, se pravi, ni bila finta v dehidraciji, ne, nekaj drugega je pač bilo, ne. Naredili so mi EKG, pa pritisk, pa to, in je vse štimalo, ne. Tako da, no, bil sem pa potem letos januarja pri kardiologu, ne, pa je tudi vse v redu, ne. Tako, kaj se je zgodilo, kaj ne, ne vem. Je pa še ena stvar, 2021. leta sva z Almo vedno hodiva na Burgenland Extreme, to je ponavadi v mesecu januarju. To si je Alma zaželela davnega 2018. leta za svoj rojstni dan, trpljenje, 120 kilometrov trpljenja. In sva to midva hotela, dejansko vsak leto skoraj, ne, še lansko leto sva bila. Je pa bilo 21. zaradi covida prestavljeno na mesec junij. In je bilo tam 34 stopinj. Tekma je bila organizirana, kako če bi bila organizirana v mesecu januarju, na 15 kilometrov mogoče si dobil vodo, ne. In tam se je meni zgodilo čist nekaj podobnega kot v Ribnici lansko leto. Isto je bilo v enem skladišču, smo se ustavili na 90. kilometru, tam sem videl golaž, bil sem žejen, lačen, spil sem, pojedel sem tisti golaž in za mizo isto, glavo na mizo dol, se pravi ta momentna nezavest, par sekund, pol so me tam že ostrici z vodo futrali, ne, pa je isto, kak je prišlo, je odišlo, ne, tako, kaj se tu meni v telesu dogajalo, kaj se mi ni dogajalo, nimam pojma, ne. Pravi, z srcem dejansko nima veze, ne, ker so najprej sumili, da mi je pa kardiolog rekel, čuj, če bi bilo kaj s srcem, ti ne bi mogoče vstal v 5 sekundah, ne. Tako, ne vem, ali je bila dejansko to samo na koncu izčrpanost, ne vem. Glavno, zdaj se počutim ok, v redu sem, fenomenalno se počutim, no, pa gremo dalje, ne, kako se temu reče, ne. Pravi, svojih planov ne spreminjaš. Ne, absolutno ne. Rine naprej, pač, ne vem, boš pazil na vnos tekočin, pa pač na znake, mogoče izčrpanosti, ampak, ultrašanje premakne tako hitro. Ne. Mala stvar, ne. Ne. Malo sem se, mislim, je malo za razmisliti, kaj je logično, ne. Sam ne pa zdaj tako, da bi zdaj pa več ne bom to, pa ne bom to, ne, to pa ni šans, ne. Je pa res, da sem lansko leto recimo od meseca februarja dejansko bil poškodovan in z to poškodbo, se pravi živca na hrbtenici, sem šel laufat na 12-urni tek v Koper in dejansko sem naredil, ne vem, 18 kilometrov v 10 urah, 9 urah, sem šel ven, saj si bil tam zaradi bolečin. Vedel sem pa, če hočem iti na Balaton, ker sem lani tudi bil na Balatonu, če ne bom delal kilometrov, nimam tam kaj iskati, ne. Ker pa imam te izkušnje z temi dolgimi teki, ne. Pač na mojo nesrečo sem bil v bistvu 4-krat na Balatonu in 3-krat sem odstopil, ne. Na srečo enkrat je šlo skozi, ne, na koncu koncev, ne. 2-krat sem bil poškodovan, kot lansko leto, tudi prvič je bilo tako, ne.
In sem tudi tak tip tekača, da glej, če bom šel ven, bo pač šel ven, svet se ne bo podrl. Bom to tudi napisal, ne, recimo, ko sem napisal kako poročilo na Facebooku, ne, me ni sram tega priznati, pa ni mi žal, niti za en tek. Pravim, sem pa bil poškodovan, vedel sem recimo, da grem na lansko leto. Koliko bo šlo, ne. Bom pa videl, da ne bom pretiraval, da bi to šlo do nekih skrajnih meja, ker tem sem toliko že noter, da vem, kako služiti v takih primerih, ne. In 100 kilometrov je šlo fantastično. In zgodilo se je nekaj zares norega, ne. Saj bil sem na antibiotikih, bil sem na protibolečinskih tabletah in noga, ki me je dajala, dejansko sploh ni bila v vprašanju, ko sem šel ven. Je pa bila druga noga, mečna mišica, in to najverjetneje zaradi tega, ker sem, se pravi, drugo nogo bolj obremenjeval kot desno nogo, se pravi, ker je bila poškodovana, ne. Taka mi je šla mečna mišica pri 120 kilometrih in sem se usedel, potočil solzo, kot je žal, ne. Sem tam Madžare prosil, če mi dajo šoprone, to je njihovo fejst dobro pivo, ne. Tako, pravim, to so take zgodbe, ne, ko pač enkrat gre, enkrat ne gre, ne. Je pa zanimivo dejansko, koliko stvari sem prelaufal, pa to zelo, zelo dobro. Ali ko me nekdo vpraša, kako je bilo, ne, ja, vsaj je letelo, ne, jaz pa ponavadi napišem, ko dobro gre, ne, je res letelo, nič posebnega. Pa nimaš kaj povedati na to, ko pa odstopiš, pol pa lahko govoriš 3 dni o tem. Hočeš reči, da so zgodbe, ne, bolj poučne, bolj široke, bolj, rekel, ne zanimive, ampak imaš več jih, če odstopiš, kot pa če ti vse. Ja, pa če se kaj dogaja, ne. Ker zdaj, če si hiter, na koncu koncev, okej, saj, vem, ko sem bil 2016 v Bilu, ne, na tisti znameniti 100, pa sem laufal 9 ur 20 minut, fantastično dobro, ne. Noro. In eno leto pred tistim sem pa tudi bil in sem bil do 92 kilometra je štimalo 100 na uro. Pol so me pa taki krči začeli loviti, da sem za 7,5 kilometrov rabil 1 uro pa 20 minut. Noro, komaj sem prišel v cilj in tista je bila moja prva 100 in sem rekel, nikoli več, ne. Za 2 dni, ma gremo, drugo leto spet, ne. Ja, tako pravim, so ene take zgodbe, ki, ne vem, pa naprimer, ajde, ko še eno povem, Burgenland Extreme, 1 leto, prvič sva šla z Almo skupaj in je bilo najlepše, res. Od prvega do zadnjega kilometra, 12,5 ur, lepo. Pol pa greva, mislim, da za 2 leti, vsak po svoje, ne. Je pa bilo -5, -6 stopinj, malo je bilo snega in je veter pihal, severni veter, tam okoli jezera, ni da ni tam vedno piha, ne. Ali je to jugo poleti, ali je pa sever po zimi, ne. In jaz sem bil na enem kilometru, me kliče Alma pa pravi, veš kaj, jaz malo slabše vidim, ne. Pa sem rekel, pa saj boš, ne, pa saj, toliko da ti javim, v redu. Pride do nekega kilometra,
spet mi zvoni telefon, jaz več nič ne vidim. Kako več nič ne vidiš, ne? Prej, jaz sem zdaj tu v eni hali, neke kapljice so mi dali v oči in bom jaz zdaj tu počakala, pa me bo potem avto odpeljal v cilj, ne? Za en cajt telefon zvoni, ona meni pravi, čuj, jaz grem naprej, ne? Kako pa greš naprej? Ja, saj boš me malo počakal, bom jaz z enimi šla v cilj, ne? Ena grupa ljudi, ki je hodila, pa ok, v redu. In tisto je bilo že tako hudo, da je ona dejansko hodila, pa se je zaletavala v avtomobile, ker več ni videla čist nič. In pol je bil en Avstrijec, priseben Avstrijec, pa je rekel, poklical je kombi in so jo odpeljali v Eisenstadt, zraven to veliko mesto, ne, v bolnico. Glavne, preslikali so ji glavo 100-krat, ne vem, kaj vse naredili. Je rekla, tumorja ni, nič ni, je pa, kaj se je pa zgodilo, ima pa močno dioptrijo, pihal je veter, se pravi bela svetloba, sonce, in to je dejansko jo oslepilo. Saj dejansko vsi smo imeli probleme z vidom, ne? Ko si ti dejansko 10 ur nekje na takem terenu, je logično, da pride lahko do nekaj takega, ne? Sta bile dve Nizozemki tik pred ciljem, pa se pogovarjata, pa eno drugo vpraša, čuj, a ti vidiš dobro, ne? Pa ona reče, ja, tudi me nekaj, ne? Pa logično, to je vse od tega, ne? Alma jo je pa fasala, ne? Tak, jaz pa pridem v cilju se meni sprazni telefon, dobro jutro, ne? Kaj čem zdaj, pol pa računam, kdaj bo ona prišla, ne? Zdaj, če ona hodi še teh 40 kilometrov, to je lahko zelo dolgo, ne? Ajde, 30 kilometrov, ne? In čakam 1 uro, pa 2 uri, pa 3 ure, pa hodim gor pa dol, pa me mrzlo bilo, pa dobro, bili smo v enem zaprtem prostoru, tako tu ni bilo panike za to, ne? Nisem pa hotel tam nekoga zdaj gnjaviti, pač, kaj je zdaj z njo, ne? Pol pa vseeno še tisti zadnji avtobusi odpeljali zvečer, v 8:30, jaz sem že bil 4 ure v cilju, ne? In pol vseeno grem do organizatorja, vprašam, pa mi reče ženska, Alma je dobro, ona je prišla z bolnice, jaz pa kakšne bolnice? Joj! Ja, in oni so jo potem, je šla s taksijem do hotela, pač diagnoza je bila tako je bila, se pravi snežna slepota. Tako tudi ena zgodba. Se pravi, lahko se ti zgodi snežna slepota tudi na ultrateku, ne samo na dilcah, ne samo na Aljaski, celo v Burgenlandu se ti to lahko zgodi. Ja, tako. In kako to, mislim, a to pomeni zdaj, da od takrat naprej hodite s sončnimi očali to odlaufati, ker vendarle s tem lahko nekaj preprečiš, ali kako, kaj rešitev, recimo, se temu izogneš? Ja. Sončne očale, kako si rekel, dobro je tako, ne. Čistka, ona si je potem takoj kupila z dioptrijo ta sončna očala, ne. Pravi, kdo bi si mislil, da dejansko lahko do tega pride, ne, na koncu. Je pa zdaj, jaz sem tudi smučar, vem, kako je to celo v kakem visokogorju, ko začne nabijati to sonce, pa ta beli, se pravi sneg, pa če začne malo pihati, si brez očal. Ja, totalno, ne, ker sem smučal že tudi na ledenikih, pa vem, kako je to, ne. Ali kdo bi si dejansko mislil, da na enem takem nedolžnem teku lahko pride do kaj takega.
ne, zares ena nora izkušnja spet. Ne. Recimo, no, ja, tako se vendarle zdaj sezona tudi tekov traja celo leto in imamo tudi snežne trele in teke in tako naprej. Ja. In morda, ja, stvar, ki jo bodo počasi že organizatorji, vsaj daljših preizkušenj, lahko dajali tudi v navodila, kaj je priporočena oprema, bodo sončna očala, vendarle, če boš ti 5, 6, 10 ur tekel po enem snegu, pa če je to lep sončen dan, imaš lahko praviš hude težave. Evo, ja. No in ti vidi, da sta to sprobala. Da, mislim, noro, kdo bi si mislil, noro, ultra scena dela, res izjemne zgodbe. No, sem šel pogledati tvojo statistiko pri tvojem imenu, pri ultra tekih je 34 zaznamkov, 34 tekem, najbrž jih še več, ker tudi oni ne zajamejo vsega, ampak mi je bilo pa fascinantno, da si bil ti še tiste generacije ultraš, ki je delal še nekdani ultrapokal, evropski ultrapokal, Celja Logarska, pa Mnišek, pa Renštajglauf in tako naprej. Ja, mislim, a to je bilo takrat pač to, ker je bilo že aktualno, kako si te zadeve najdel, ker pač je bilo to logično samo po sebi, če si šel na Logarsko, pa potem tam videl. No, jaz sem hodil na ta ultra kup, sem jaz delal recimo 2016. In dejansko, če ne bi bilo društva maratoncev in pohodnikov Celja, se jaz tega tudi ne bi šel, ne? In pol pač moral si od teh 6 tekih, ne, ki so bili, to so pa bili Vrterze 100 kilometrov bil, Mnišek na Češkem, Švebiš Gmünd v Nemčiji, pa še neka 2 teka, eden v Franciji, ne. In to nas je delalo, mislim, da na koncu vse skupaj, mislim, da okoli 80 moških, ne. In tu sem bil v tem na koncu, še v enem nemškem časopisu je pisalo, sem bral, ko je bila zadnja tekma v Švebiš Gmündu, ne, 50 kilometrov, 1200 višincev, sem se z enim Nemcem šel za 3. mesto, celo. Ja, zelo je šlo na hard, ne, vse skupne. In me je pač dal za 2 minuti vseh teh tekih, ne, me je dal dol, ne, pa tako, na koncu sem bil 4., ne. To je pa bilo tisto leto, ja, ko sem dejansko tekel Celje Logarska, ne vem, koliko 7 ur, pa potem sem laufal ta bil 9:20, potem Mnišek na Češkem, 50 kilometrov, pa 1000 višincev, 4 ure, ne vem, 12-13 minut, fenomenalne. To so bili zares fenomenalni rezultati. Pa še, no, pol pa tista zadnja tekma v Švebiš Gmündu, tudi bila 4:20, 50 kilometrov, ne, tako. Ja, to je res hitro za tako zahtevno progo. Ja, ja, pri 51, ja, pol sem dejansko bil v tisti ta najbolj špic formi pri 51 letih, ne. Tako pravim, ne bom rekel, saj pozneje je tudi šlo, še fajn, sam tisto leto je pa bilo res noro, kar se tega tiče, ne. Kasneje je tudi pokal potem nekako zamrl, malo propadel, ni več bilo. Ja, več tega ni bilo. Oni so že prej hodili, ne, in mislim, da naslednje leto več tega ni bilo. Ujel za rep. Ujel sem za rep, zadnji vlak je bil, ne. Tako, to so te eni entuzijasti, Odon Maratonec organizirali, tako so vrsto let organizirali to ultra tekmo Celje Logarska, ki je bila krasna, ne. Lansko leto so jo, mislim, da je bila, ja, obudili, sam mislim, da z tega, kot sem jaz slišal, ne bo več nič, ne. Dejansko je pa tako, če ti enkrat skenslaš to, več se tega ne greš, pa pol hočeš nazaj, tekov je čedalje več, ne. Zdaj, če tako gledamo tistih mojih začetkov,
ko jaz nisem vedel še za traile, niti slučajno ne. Ko sem šel na prvi trail, ta dolgi trail, ne, naprimer na 2016, je to tudi bilo 2016 na 100 km v Vipavo, ne. Nas je bilo na štartu, ne vem, 120, nič več. Zdaj si poglej. Je govoril o tisočih, ja, tako. Ja, mislim, zares neverjetno dost, ne. Ker je dost cestnih tekačev šlo dejansko v te trail vode, ne, pač jaz pa ostajam kako pri enem, tako pri drugem, ne. No, se to, ti si univerzalc in ti si še iz tistih časov, ja, in tudi ta Ultra Cup, evropski pokal, v bistvu takrat je bil ena taka mešanca, ne samo čist klasično cestnih tekov, ampak takrat so bili pač to ultramaratoni, pa so bili malo hribovski, pa so bili cestni, pa vse malo zmešano in nobeden ni tega ločeval, no danes je teh disciplin znotraj teka ogromno, mislim res, danes so specializirani trail tekači, pa sky racerji, pa cestni laufarji, pa ultraši, pa desetkarji, pa čist preveč vsega. Ti praviš, ti kamor te postavijo, tudi čez en desetko greš, ali pa na Balaton, ali pa na... Točno to, točno tako, ja. Zdaj recimo, malo se, recimo to leto, sem bolj dal poudarka na trailih, ne. Zdaj prijavljen sem v konec aprila v Vipavo na 100 km. Vendar imam rezervni načrt. Če bo šlo vse po planu, kakor zdaj gre, se pravi, če ne bo kakšne poškodbe, bom šel kar na 100 milj. Tako, to bi mi naj bilo neko darilo sam sebi za 60. rojstni dan. Prehitev si me z odgovorom, za katerega sem hotel postaviti vprašanje, namreč letos boš v septembru pač zaokrožil še eno okroglo številko, ja, pač še eno dekado boš zaključil in to si boš že predhodno hočeš reči, ne 60, 160, a? Ja, 160, ja. Ultraš si daš še 100 zraven svojih let, ja, tako da boste vedeli, kako se praznuje. Tako. No, prav za 60, ne, prav za 60 bom pa v Helsinkih, ker sem si zaželel eno potovanje na Finsko. In glej ga zlomka, na Finske bo v tistem cajtu od 2. do 9. septembra, kako dolgo bo pač tam, ne, en trail, ne, zanimivo, ne. Mislim, zanimivo, sigurno si najprej vse splaniral za potovanje, pa si potem po naključju najdu trail, ja. Samo je pa res. Resno? Ja, res, brez zajebancije, glih zaradi tega rečem, ne. Pa zalmo gledava, pa jebem ti, glej, tu pa en trail, koliko pa je, pa 42 je neko maraton trail, pa ima pa 72, ja, pa veš, da greva na 72. In sva plačala, štartnina je že plačana, mislim, da morajo še letalo plačati, pa te stvari. Je pa res, da ni bilo planirano, ne, tudi ko je recimo Alma imela 50 let, sva zašla za njeno 50-ko na Madeiru, ne, ni hotela biti doma, ne, pa greva na neko potovanje in kaj se je zgodilo v tistih, no, tam sva bila 9 dni, ne, v tistih 9 dneh je pa bil tudi tam maraton, ne. In kaj češ, ne, veš, da greva na maraton, ne. Če je pa dejansko štart bil zraven najnega hotela, ne. Kako bi to videlo ven, jaz bi gledal skozi balkon, poglej, maratonci začnejo, midva pa tu v sobi čepiva, ne. Mislim, kot ne laž,
kamorkoli, da splanirate kakšno potovanje, vajno dvoje se potem najde za čudežen maraton, takrat je bela cesta, mislim, to pa ima ta srečo. To pa imava srečo, ali pa smo, ja, pod tako srečno zvezdo rojena. Nekdo ima to, da ja, vcepi to idejo, kam morate iti. Jaz si sploh ne predstavljam, ja, kam bo ta šla pol, še za kakšno okroglo obletnico pa tako naprej, ampak bomo spremljali zdaj. Ja. Na Madeiri, če si omenil Madeiro, mi smo bili pred letos tam. Ja. Ja, tako in tudi k tebi sem šel pogledat, potem tvoj zapis in tako naprej, kako sta se imela tam, ker nisem vedel, kaj pričakovati. Lahko rečem, da smo bili nad otokom izjemno navdušeni. Absolutno. Ja, maraton sem je tudi kljub vsem tistim krogom. Aha. Čisto v redu iztekel, vsi smo prišli v cilj. Nekako pa potem, ko smo se vozili po otoku, pa gledali tiste levade, pa severno stran otoka, pa zahodno in tako naprej, pa sem malo razlagal tem ostalim, da tukaj poteka tudi trail, ultra trail dolg, skoraj 120 km, pa da je tam neskončno stopnic, no tisto jim je bilo pa kar malo tako, mogoče ne tako privlačno. Kaj pa tebi, recimo? No, jaz sem to gledal, tudi stal sem na tistem mestu, kjer je bil štart pa cilj. Vsi, ki so bili na tem trailu, to je 120 km pa 7500 višincev. Grozno. Gor, ja, tako ne. In dobro, mi dva sva ogromno prehodila v tistih 9 dnevih na tistem otoku po teh levadah, po teh neskončnih stopnicah. In so, kako si ti rekel, to mora biti zares ubitačno. Posebej, če je še vreme mokro in ne vem kakšno. Ja. Ja, je pa tam, saj mogoče ste šli na tisto najvišjo goro, tam je bilo, ne vem, 4 stopinje, prideš dol za 15 minut, spodaj je 18-20 stopinj. Mi smo imeli gor tak naliv, da smo šli samo obrniti, dobesedno samo obrniti, pa tisto kroglo, tistega, mislim, da, kaj že, astronomski ali vojaški objekt, se ne vem, smo videli v delač in res tam je tam vreme lahko zahtevno in potem sem spraševal, mislim, da tudi Evo Urbans, ki je tam že tekla ultra trail in ja, res je zahtevno tamno, tako da morda pa na trail tja ne bomo šli, maraton otok kot tak pa lahko samo rečem, priporočam vsakemu. Ja, fenomenalen otok, ja. Tako. Mislim, zraven sta tudi, poleg da sta ultraša, sta tudi maratonca, tudi popotnika, z nami sta bila v Talinu, potem pogledal sem tudi tvojo statistiko, ti imaš uradni statistiki 33 maratonov zabeleženih, prvega že davnega leta, kdaj? 2012? 2012 in ta maraton dejansko ne bom pozabil nikoli, pa ne zaradi tega, ker je bil prvi. Zaradi ene druge stvari. Bilo je zelo vroče, kot v Radencih vedno je. Ne. In mora biti. Ja. Mora biti, ne. In na tak način, kot sem odlaufal tisti maraton, ga več ne bom nikoli. Prvi, ko sta 2 kroga, ne, kot zdaj spet nazaj. Prvi krog 1 uro 46, drugi krog 1 uro 43. Se pravi, pod 3:30 sem odlaufal maraton v 47. letu, ko niso mogli verjeti, ne, in dejansko je bil tisto moj prvi maraton. Jaz nisem niti za trening pred tistim šel na nek maraton. To je bilo 35 km največ. Ne. Je pa res, da pa 2-3 dni po tistem hoditi nisem mogel. Pravim, tisto je pa bilo res noro. Na kak način sem jaz to izpeljal, mi še zdaj ni jasno, ker sem pa isto leto šel v Ljubljano na tisti opevani zimski maraton, če se spomniš, 2013, ko je bilo tako mrzlo. Ne? Snežilo je, tako. Ja, pridem na štart, totalno moker, prezebel, odlaufam prvi krog, 1 uri 27 minut. Tak me je bilo zeblo, zato sem tak nabijal. Ne. Pol sem pa drugi krog komaj preživel, pa je bilo 3:30. Ne,
Pravim, nikoli več ne bom na tak način, kot sem prvič prešibal maratona, ne, da bi... Vedno In je to bilo uraden si. tisto, vedno je bilo tisto 3:30, ajde, pol pa koliko bo šlo v drugem krogu ali pa v drugi polovici maratona bo pač šlo, ne. Tako, ok, v redu, ne, in ko sem jaz dejansko to odlaufal, sem že tistega leta rekel, jaz se tega ne bom glih več šel, ker je to malo prehuda stvar, bi pa bil enkrat rad, da bi prelaufal maraton pod 3:20, ne. Pa takoj so me spraševali, pol boš pa pod 3 ure, malo jutri, malo jutri, ne. Ja, če bi kakih 10 let bil mlajši, mogoče, ne. No, glavnem, in to mi je tudi ratalo 2019 v Kopru, istrski maraton, v bistvu v Portorožu je bil štart pa cilj, ko ni lahek ta maraton. To izjemno zahtevanje višincev ima cel Ja, kup. 3:16 sem laufal tisti maraton, je bilo res, in se spomnim tistega meseca dni, to so tu v Ludbregu sem laufal ta trail, na katerega zdaj v soboto grem, 34 kilometrov, 1100 višincev, 3 ure pa nekaj minut, noro totalka, hitro, ne, pol sem šel v Zagreb Čazmo, mojo ljubljeno Zagreb Čazmo, sem laufal 5 ur, pa ne vem, 10 minut približno, ne, 62 kilometrov. Pa za teden dni po tistem pa pride ta maraton 3:16. Sem rekel, pa to boljš ne more biti, vendar, zdaj se bo pa nekaj zgodilo, ne. Pa slutil sem. Pol sem pa šel na maju mesecu, sem pa, ali pa konc, ne vem več točno, aprila, sem pa šel še na Balaton. No, in na Balaton s poškodovanimi podplati, sem tudi odstopil, ne, pač 100 kilometrov je šlo, niti dejansko, 25 kilometrov sem laufal, bolečine sem začel čutiti, pri 40. kilometru sem že hodil in sem tako sam sebi rekel, ne, je pa pač to tako, tisto troje je šlo skozi, to pa pač, tisto, kar sem pa najbolj želel, ne, Pa se ni šlo. pa se ni šlo, imel sem pa 8 žuljev sem imel na podplatih, ne. Ali pa otiščancev, kako bi temu rekel, ne, in to se mi je vnelo in to se mi je tako vnelo, da sem pristal na antibiotikih, ne. Tako dejansko noro, ne, ko Do sem jaz... katerega kilometra si pa vztrajal v bistvu, da je šlo tako hudo potem daleč? Zdaj pravi, pri 25 sem začel čutiti, ne, in sem dejansko vztrajal do 100. kilometra. Pa ni šlo več. Ne, pol pa ni šlo več, se spomnim, sem se v kombi usedel, je bila ena Čehinja, jokala kot dež. V Pragi je en teden pred zmagala na enem 50-kilometrskem teku, ne, in je, samo tista je mogla kar že dolgo sedeti tam v kombiju, ne, in je bila zelo hitra in je rekla samo, da je pretiravala, da je prehitro začela laufati in da si ne more pomagati, in ko mi je govorila, je samo jokala, jokala. Ja, saj, to so pač ene porazi, osebni porazi, ne, pač nekaj delaš, nekaj treniraš, pa ti ne rata, ne, pač ne more pa vse ratati, ne, ene stvari ti ratajo, ene ti pač ne ratajo, ne. Pravim, izvoli. Ko sem prej recimo omenjal, ne, to, ta tek, ki nas ni, Zagreb Čazma, ne, tu nas resno ni dosti, nas je okoli 100 vsako leto. Je zanimivo, da ni več ljudi, ne. Brezplačen je med drugim, ja, to je podatek. No, ja, saj pravim, jaz mislim, nisva midva šla, pa nisem več šel laufati zaradi tega, ne. Jaz sem hotel videti, je šlo dejansko za neko razdaljo, ki je daljša od maratona. Taka lepa, 61
pa pol nekaj. Ja, 61 pa 350. A 300, tako je. Ja. In lepo je napisano, ko odlaufaš maraton, ne, je tabla, sad tek čas ma počne. In potem se začnejo mal gor, mal dol, ne, ko si že temperatura naraste, pa ko si že utrujen po prelaufanem maratonu, ne, dejansko pol trpiš tiste zadnje kilometre. Ne. Tako pravim, je enkrat ratalo celo pod 5 urami prelaufati to. To je res hitro, ja. Ja, to je pod 5 minut, 5,50, ne, ali 4,50 na kilometer, zelo, ja, fajn. Pravim, letos greš? Ne, glih zaradi teh trailov, zdaj grem na, se pravi, Crazy Hill naslednji vikend pa Sveta Ana, 8 ur Svete Ane, Ribnica. Gor dol, ja. Si že bil tam? Ja. Ne, sem bil, dejansko vem, kje je to Ribnica trailu. No. Nisi bil pa na tem dogodku, pa še nisi bil? Ne, na tem pa še nisem bil, ne. Tako, glih zaradi, se pravi, nabiranja višincev. Ker če dejansko hočeš neke traile laufati, ne. Meni tu po tem asfaltu gor dol, pa da jaz tu grem na, ne vem, Sotinski breg po asfaltu, pa na Srdički breg, to sta med drugim, da povem, najvišja vrhova v Prekmurju, ne. Jaz imam 418 ima, če se... Ja, eden ima 418, eden ima 417, ne, celih, ne. Tako, recimo v ponedeljek, ne, sem bil... Zdaj recimo na tak način treniram, grem po planinski poti, se pravi, se vzpenjam dvakrat na ta Sotinski vrh, ne, pa se spustim dol, pa grem potem dvakrat po planinski poti na Srdički ta breg, ne, da dejansko okusim tisto, ne, malo spolno potem spustov, ne, da nekaj tega dobim v noge, se pravi, te višince, ki jih dejansko pa naberem potem, ne vem, do tja rabim, ne vem, 5 kilometrov, pa potem nazaj, tako naberem nekje 24 kilometrov, pa to je okoli 1000 višincev potem vse skupaj. Tako, ni tako malo, ne. Vsaj nekaj, ne. Prejšnja leta sva pa hodila, ker dejansko najbližji hrib je tu Pohorje, ne. To je pa daleč, ne? Vse je to daleč, se peljati 60 kilometrov, ali pa sva bila z Almo dostikrat, ne, se pravi, tu Snežni stadion, več poti dejansko do Belvija, pa od Belvija potem ta gozdna pot, ki vodi do Areha, pa potem nazaj, pa tudi nabereš, ne vem koliko višincev, pa... Sva pa tudi parkrat šla Boč, Donačka gora, ne, ko je tudi fajn, tudi nabiješ 40 kilometrov, pa 2 jurja višincev se tudi nabere, ne. Samo pravim, vse je to daleč, ne, na konca, ne. Daj razloži, ja, sam še, stvari, da se prekinjam, ampak daj razloži najnim gledalkam in poslušalcem, kje so Rogaševci, kje to je v Prekmurju, zato da se bodo znali predstavljati ljudje, ki, bom rekel, onkraj Maribora morda niti ne poznajo dovolj. No, zdaj bom pa jaz povedal tako, mogoče, ali pa najverjetneje, poznajo vsi grad na Goričkem. No, od tega grada so Rogaševci oddaljeni 7 kilometrov. Tako, to je v tem dejansko v tej kokoši, ne, zgoraj, smo mi doma, ne, pravim, to je tu 14 kilometrov, 15 kilometrov je do Madžarske, jaz včasih rečem, čuj, me vpraša, kam greš laufat, ne, grem eno križarko naredim, grem malo do Madžarske pogledat, pa potem mogoče prek Avstrije domov, ne, ko je dejansko vse...
Stromeja v bistvu. Ja, Stromeja, ne. Zadnji smo šli eno soboto, par dni nazaj, glavno, smo šli od tod en del, se pravi planinske Goričke poti, ne, ker ta pot po Pomurju pa to, 250 km ali koliko je, ne. In smo mi to od nas pa do Tromeje, pa do teh vrhov, ne, Srdičkih breg, pa Sotinski breg, smo 40 km naredili, ne, po teh pač. Večinoma dosti je pač asfalta, ne, zmes pač greš v hosto not, samo pravim. Ni tu, pravim, za trenirati, ne vem, nek trele, ni variante, ne. Očitno se da. Ja, teh stvar, kako sem jaz prej rekel, ne, na tak način pol lahko treniraš, ne, da dobiš to nekako v noge, ker drugače ni variante, te zabije, ker sem pa to izkusil že, ko sem šel na prvi daljši trail, to je pa bilo Pohorje trail, ne vem več, katerega leta je bilo, so imeli potem tistega leta najdaljšo razdaljo 44 km. Do Ruša, ali kako? V Rušah je bil štart. V Rušah je bil štart, ok. Ja, v Rušah je bil štart in pol si tak krog naredil, rečem pa zaradi tega, da sem mislil, da bom umrl, ko sem po stari FIS progi pod gondolo, če se spomniš, ko je Zlata lisica bila. Ja. Tam smo imeli tisti vzpon, ne. In že prej sem se na nekih vzponih pa spustih kar precej skuril, pa seveda, če nimaš tega v nogah, te nekje zabije, ne. Tako sem za tisto gor rabo prekleto dolgo, ne vem kolikokrat sem se ustavil, brez sape, brez ja, ne, ker dobesedno je tako, ne, lahko ti tu laufaš po asfaltu, koliko hočeš, ali če tega ni v nogah, si vplel na taki dirki, ne, na konc koncev. Zdaj pa povej, palice, ne palice, recimo za 8 ur Svete Ane, boš sigurno imel palice ali kako? Imel, ja, absolutno. Se pravi, tudi na treningu jih potem uporabljaš, a ne? Ja, imam. Me tu malo tu po Rogaševcih čudno gledajo, kaj jaz tu nosim, ne. Saj sem več ali manj skoraj edin, ki tukaj laufam, še en maratonec je občasno kaj laufa. Zame sva tu več ali manj edina, ko nekaj laufava, zdaj v tem predelu Goričkega, saj ne bom povedal, da tam recimo na ravnici spodaj obstajajo ta neka društva, Borisova bežeča deca, to si imel celo v podcastu, enkrat, ki nekaj laufajo, ne. Samo v tem predelu pa sva dejansko sama dva, ne. Tako na začetku je malo so na čudno gledali, zdaj so se že po ne vem kolikih letih pač že navadili, ne. A je kdo rekel, dajte se prijeti, ker je bil pametnega dela, ne pa da laufata za božjo voljo, za brez veze, kot so znali včasih komu reči, ki je tekel okrog? Nimaš, ja, se mi je zgodilo enkrat, sem laufal, pa sta dva sedela zunaj pred bajto, pa pila pivo, pa zdravo, laufam mimo, pa en drugemu reče, glej, ta pa nima kaj delati. Ja, glej, pač je. Sem pa dejansko dost ljudi me vidi, ker jaz sem prej dosti laufal po cesti, imamo pa tu dejansko nevarno cesto od Gederovec gor do Cankove, pa Cankove do Rogaševec, potem naprej do Kuzme, ne. In sem to dejansko pred 2-3 leti opustil, sem pa laufal po glavni cesti do Radkersburga, v mojem lepem mestu, avstrijska Radgona, ne, ko mi je res pri srcu to staro mestno jedro, ne vem, če si kdaj bil. Tekel sem skozi njega lansko leto. Točno. Tam. Zelo lepa tista promenada, ulica, zelo lepa. In tam sem naredil krog pa nazaj do doma, to sem dostikrat, to je 32 km, ne.
pa gor, ne. In sem pa imel 2-krat, 3-krat bližnje srečanje z avtomobili, enkrat celo z avtobusom. Uf. In sem opustil to, zdaj pa dejansko laufam, tudi če od mene grem proti mejnemu prehodu, proti Kuzmi, pa Slaveči, pa tja dejansko do Tromeje, pa ni toliko prometa, ne, tako sem se preusmeril na te ceste, res ni prometa, ne, ker ta je pa res prometna. In tu sem jaz laufal 10 let, ne vem koliko prelaufal, ne, tako. Smrtno nevaren šport. Ja. Smrtno nevaren šport, in tu je še tu en kamnolom, ne, v Sotini, pod Sotinskim bregom, ne. In od tu vozijo ta šoder, pa to zemljino, pa kamne, in tu je teh kamionov na cesti, koliko hočeš, ne. Tako včasih je celo bilo tako, da ko sem videl naprej, pa slišal za sabo kamion, sem samo odstranil z ceste, ne. Si šel raj na travnik. Ja. Na travnik, ja. Ne, ker je pa pravim, ker je nevarno, res, ne. Pa dostikrat so mi, kako si upaš, ne, laufat, ne. Pač je bilo. Teh 250 kilometrov pomurske poti, to imaš kje kdaj, da bi jo odtekel celo, ali je to sploh projekt, ki bi se ga bilo zalotiti, ali je to, bom rekel, malo preveč drzna, ali pa ne vem, kakšna ideja? Ne vem, ni drzna, ne, saj če bi na primer to šel, recimo, to ne bi glih zdaj, ne vem kako odtekel, razumeš, malo bi hodil, malo bi pač tekel, bi tudi zmes počival. O tem dejansko nisem premišljeval, ne. Če bi se v to, enkrat je nekdo omenil, sam pravim, zdaj sam ne bi šel, ne. Ker, veš, tako, ne vem, ne, o tem nisem dejansko premišljeval še, ne, če bi šel ali pa ne bi to šel, ne. Kaj pa, malo preden si ti začel resno laufati, je bila organizirana dirka, Iztok Boltes jo je delal iz Goričkega v Piran, mislim, da je bilo to 2009 prvič, ja, 400 kilometrov v 5 etapah, kaj takega bi te zamikalo, če bi bilo na sporedu spet kdaj? Ne, to bi šel, ja, če bi bilo to organizirano, ne. Tako, ja. Ja, to bi šel, to bi me zanimalo, ja. Drugače sam pa težko, ne. Rabiš support in ja, ni to samo tako enostavno, ne. Pa zdaj pravim, tudi malo so, dejansko moram priznati, ne, čeprav si to mi ni za to za priznati, so tu že ta leta, ne. Pač ne. Mislim, ali sem prepozno začel laufati, ali pa mogoče tudi ne. Lahko sem recimo do lanskega leta brez nekih poškodb šel skozi pri ogromno prelaufanih kilometrih, ne, imam recimo ta dnevnike, ki jih si vodim, tekaške, mislim, da sem v 12 letih približno prelaufal 50 000 kilometrov. No, jaz sem za to rabil 30 let, recimo. Ja, Noro. Ja, sem delal po 5,5 tisoč kilometrov, mi je eno leto bilo največ, ne. Sem pa delal 4,5-4 tisoč, ja, ogromno sem laufal, res, za sebe pa tudi dejansko teh tekem v tako kratkem sajtu imam tudi neverjetno dost, ne. Pravim, Logarsko imam, ne vem, 6-krat, pa to imam, ali 5-krat, ne vem, zdaj točno, pa potem imam to, recimo ta daljši teke, ne. Pa potem imam Zagreb-Čazmo, imam 5-krat, 6-krat. Bil si prej omenil, ja. Ja, Bilu sem bil 2-krat, ne, na tisti 100, ne. Pa pravim, tu so ti traili, Vipavi, pa K24. K24, ja,
ker dejansko najtežji trail, ta 100-kilometrski je pa K24. V primerjavi z Vipavo tudi, recimo. Ja. Absolutno. Ja, ja. Ne, pa zdaj recimo, da ima 5400 višincev, ima 100 km, Vipava ima naprimer 107 km, pa ima, mislim, da mi je 4800 višincev. Ne. Samo ne vem, nekako, kaj jaz vem, K24 mi je bil brutalno težki. No. Zares, ko imaš teh 5 vrhov, pa potem, ko te še na koncu peljajo v kamnolom, ne, pa kaj si nor. Pri ne vem kolikih stopinjah, ne bom pozabil tega nikoli, ne. Na eni postojamki neko totalna napaka bila, nisem vode vzel. Ne. Joj. Pa pridem gor, pa ne, travnik, pa krave, pa vidim korito, pa v koritu not plava, vse zeleno. Tisto sem kar odmaknil, glavo not, sem rekel, če bom zdaj umrl, bom zdaj umrl. Jaz moram piti. In tako je tudi bilo, ne, veš. Nisi umrl, pil si. Ja. Ne, Si imel posledice kaj v te vode? Si imel kakšne posledice v te vode? Ma jok, nič. Pa to ni bilo prvič, ne. Ni, recimo, ne vem, če se Sjeme maraton. Sem bil 2-krat, 3-krat. Kuda idu divje svinje. Kuda idu divje svinje, ja. To. Težki maraton, to je 42 km, pa ima 2000 višincev. To so 3 krogi, ponavadi je ubitačno vroče, ker je to julija meseca, ne. In isto, ne. Ni vode. Gledam po enih skalah, je tekla neka rjava voda, sem rekel, tu sem jaz, to je moje. Res, pa mi spet nič ni bilo, ne. V bistvu praviš, ja, vročina ti včasno škodi, ampak voda pa nikoli. Voda, ne. Nikoli pa nisem, recimo, ne vem, nisem bil na gelih, nikoli nisem dejansko, ne vem, kompliciral z neko prehrano. Pa. Kaj pa ješ recimo na 100? Evo, da slišimo zdaj. Čuj, kaj jem na 100? Ali pa na 12-urni, ali pa ne vem kjerkoli. Vse, kaj imajo na mizi. Vse, kaj imajo na mizi, kar pogledam, veš, nič ne, ali je to majhen sendvič, ali so to citrusi, ne, se pravi limona, pomaranča, ima vse, čisto vse, ne, na konca, ne. Izogibal sem se dosti krat Red Bulla. Ok, zakaj? Davnega leta 1997 smo delali eno predstavo v gledališču v Murski Soboti, Brehtovo malomeščansko svadbo, težko stvar. In je nekdo privlekel eno gajbo Red Bulla, ne, za oderje, ne. Tam imate pijačo, če boste žejni, ne. In to so bile vaje, po 4-5 ur so trajale, ne, tisto piljanje, še enkrat, ni dobro, še enkrat, reflektorji, vroče je bilo, oblečeni smo bili v kostume, in jaz tiste Red Bulle pijem, ne. Pa spijem enega, pa drugega, pa na koncu jih je bilo 8. In prijem garderobo, nisem vedel, jaz nisem pojma imel, da... Zakaj gre, ja, kakšna pijača to je. Tako, ja. Ja, ne, in veš, sladko je bilo, ne, pasalo mi je, ne, tisto je pa, veš, kak je s tem, ne, več piješ, bolj si žejen, ne. Kofein pa... No, in mi je začelo v srcu, mislim, srce razbijati nenormalno, ne. In potem sem prenehal, ne bom več pil nikoli, se pravi Red Bull. In ga nisem pil nič ni potem ni bilo, seveda, in ga nisem pil do predlanskega, da sem bil, Mozartovih 100 v Salzburgu. In na 50 kilometru me začnejo krči jebati, ne. Kar hitro je to letelo in pol sem rekel, krči, ne boste vi mene. In seveda,
največji sponzor Mozarta je Red Bull, Tako. seveda. Red Bull je tekel v potokih, no in jaz sem spil potem do konca dirke, mislim, da še okoli 4 ali 5 Red Bullov, kar pa dejansko bi ni bilo nič. Ali me je potem tisto poganjalo, ali me ni poganjalo. Pa ne boš vedel nikoli. Ne bom vedel, ne vem, krčev več dejansko ni bilo, ne. Okay. 90 kilometrov sem oddelal fenomenalno, potem sem zapadel v neko luknjo, ne, par kilometrov sem se boril sam s sabo, pa je potem do cilja šlo, ne. Glavnem, ne vem koliko let nisem Red Bulla pil, ne. Zaradi tistih vaj pa malo meščanske svadbe. Skoraj ne bi nikoli pil Red Bulla zaradi gledališke igre. No pa če sem že pri gledališču, zdaj poznajo te mnogi v lokalnem okolju in tudi širše kot izvrstnega igralca, ampak to si vedno počel bolj na amaterski ravni ali tudi nikoli profesionalno? Tako, Ne, nikoli profesionalno, še vem, da me je od pokojne moje režiserke Duše Škof, mož Janez Škof, znan igralec, ne, pa mi je rekel, čuj, pa saj pa ti boš lahko šel, pa prid, boš šel na akademijo, boš šel na sprejem, se boš sigurno naredil, ne. Pa me napeljeval, sem rekel, veš, ne, ni variante, pa nimam niti denarja, kaj mu jaz tam preživel, pa vsaj boš pri meni, pa nisem šel nikoli. Nikoli nisem šel dejansko na te sprejemne, pa tudi vprašanje, če bi prišel not ali ne prišel, saj. Je to malo tak, je loterija, ne, so ti sprejemci, ne. To je res, marsikakšen dober igralec, ki je bil kot naturščik, potem uspel na drugih, brez akademije, je isto dejal, kot ti praviš, ampak ta ljubezen do nastopanja, do igre, do uživljanja v te vloge, ti je bila pa kje položena, bom rekel, Ne vem, veš kaj, to sem jaz začel, dejansko vse to tako nekako spontano bilo, davnega 84. leta, ne. Pa mi en reče, en profesor, pa daj tam v gledališču, mi neko pomoč rabimo. Pa so igrali fizike, pa pridem, pa bi mogel nekaj tam igrati, pa sem rekel, pa jaz to ne bi, pa daj nekaj drugega, pa boš lučkar, ne. A dobro, pa bom pa lučkar, ne. Pa smo mi tisto fajn opravili, pol pa, mislim, da je bilo, še isto leto, Dario Varga. On tudi Prekmurec, ja? Ja, gospod Vrenko zdaj v nadaljevanju, ne, nadaljevanke, ne, pa pravi, pa daj ne seri, pa boš prišel, imamo eno fajn predstavo, ne, tekst dober, ne, kaj pa imate, ne, maratonci tečejo časni krog, maratonci trčejo počasni krog, ne, od Kovačeviča. In vem, mi smo to dejansko z nekaj piva prevedli iz gledališki tekst iz srbo-hrvaščine v prekmurščino. To je bilo noro, to je bilo, čuj, jaz sem bil Laki Topalović od 44 godine. Čuje, to je narod cepal od smeha, mi smo improvizirali tiste krste, pa to, če se spomniš. To nismo nič imeli, ne, tisti avto, ko smo se vozili, to je vse bilo improvizacija na stolih, ne. In to je bilo, jaz ne morem reči, zdaj ne bom hvalil jaz zdaj tega. To so ljudje, ki so prišli, to so scali od smeha. To je bilo noro, totalka. No, to je bila moja prva potem gledališka predstava, ki sem jo dejansko odigral, ne. Pa jih imam, mislim, da okoli 28 premiernih predstav v tistih letih, ne. Tudi ni tako malo, ne. Ko sem pa že prej govoril, je pa potem z leti to, ne, če dalje manj tega entuziazma več ni bilo toliko. Tudi zdaj, ko gledam, ni, ne,
Kud Štefan Kovač je še samo na papirju. Ne, saj, Ni več, hočeš reči, tako aktivnega kolektiva, ki bi Ne. postavljal nove Ne, predstave. ne, ker dejansko je to bilo vse res na tisti amaterski bazi, ne, samo pravim, do osamosvojitve, pol se je pa vse podrlo. Ne. Pa potem pa tisto, ne, pa bom šel delati, če bom dobil plačan, ne. Ali pa nimam cajta, ali pa je prišel, pa parkrat prišel na vaje, pa je rekel, jaz se tega ne grem. Ne. Zdaj pa v gledališču je to tako, dejansko delaš eno stvar, pa ti nekdo pove po 2 mesecih, zdaj pa se ne grem več, ne, ni to fuzbal, zdaj pa menjali nekoga, ne, bo uletijo, ne. Ti se moraš naučiti tekst, ne. Tako, ne gre to enostavno, ne, ni to profesionalno gledališče. In jaz sem nazadnje, ko smo mi hoteli odigrati Noro, Ibsenovo, tudi težko stvar, sem jaz rekel, fantje tako in dekleta, jaz bom zraven, če se zavežemo, da bomo to odigrali v 3 mesecih. Ker jaz Ne študirali, v bistvu pa zvadili. Ja. tako, ne, če imamo 4-krat, najmanj 4-krat tedensko vaje, može potem sem zraven, če ne pa ne. In pol mi je rekel, taki režiral, pravi, čuj, jaz ti tega ne morem zagotoviti, kar je tudi logično, ne. In sem jaz dejansko tako pomali, počasi šel stran od tega. Ne, jaz sem rekel, ne grem se več tega amaterizma, ker mi je šlo to zelo na živce, ne. Eni so hodili na vaje, sploh niso vedeli, zakaj so tam, ne. Teksta ni znal 5 mesecev, mislim, kaj češ s takim delati, ne. Mislim, je tudi tle disciplina, to je svojevrsten trening, kot trening ultramaratona, rabiš Isto. ogromno ur, zato da potem performaš tam in še zmeraj lahko kaj zafrkneš. Ja. Ja, točno tako, ne. In pravi, ni, ne, in tu pol sem dejansko prešaltal, ne, če zdaj tako povem, na te teke, ne. In tu si pa sam od sebe si odvisen, ne. Ne od, rečemo, kolektiva, ekipe. Ne, seveda ne. Ne, greš laufat, ne greš laufat, ne, mi je vseeno, je mrzlo, ni mrzlo, zdaj, če bi še kdo zraven bil, bi on rekel, ne bom šel, ne, zdaj. Tako je bilo na tistih vajah, ne, meni se pa danes ne da, pa moram iti domov, pa zapusti vaje, veš. Enostavno tega se več nisem hotel iti, ne, na konec koncev. No, bi pa še omenil, da ni bilo samo gledališče, jaz sem še prej deloval 4 leta v eni plesni skupini. Plesna skupina Brez besed, izrazni ples. Opa, Ja, več. tudi s tem sem se bavil pravim 4 leta do enega gostovanja, bili smo v Zagrebu, pa smo se vračali v Celje na festival izraznega plesa slovenskega, ne. Pa da lahko povem, en soplesalec pozabil kufer na vlaku, je bil brzi vlak iz Zagreba za Graz. In kaj čem, jaz sem šel po tisti kufer, vlak se je začel peljati, najprej je letel kufer ven, in pol sem jaz tega sprevodnika odrinil stran in pol sem še jaz letel ven, ne. Na srečo, majhna poškodba kolena, sem utrpel, lahko bi se pa ubil, ne. In po tistih 3-4 letih tistega mojega udejstvovanja v plesu, potem tistih je bilo konec, ne. In tako sem šel, zato zagrešil. ja, iz plesa v gledališče, z gledališča pa na tek, ne, to. Gledališče, no, katera vloga si povedal, katera je bila zadnja v bistvu, ja, kjer si zapustil, ampak imaš
Imaš kakšno ljubo ti vlogo, kakšne ljube like, ki si jih v teh letih, ko si bil aktiven član gledaliških skupin, pač imel res rad, kateri si se res našel, pa bi jo lahko danes še po spominu obnovil, recimo, če bi bilo treba, ker ti je bila res povšeč. Zdaj bom ti pa tako rekel, ne. Z nobeno vlogo, prav nobeno vlogo, ki sem odigral, nisem bil zadovoljen. Res. Ne vem zakaj, vendar. Vedno je bilo, pa jebemo sunce, ne. Ponavadi je, recimo premiera je bila najbolj stresna, živčna predstava, logično ne moreš čakati. Najboljša predstava je recimo bila, ne vem, druga, tretja repriza, ne. In v vseh teh premierah, ki sem jih imel, se v eni na koncu, z eno nisem bil zadovoljen. Ma prav eno ne, res. Ali sem bil tak do sebe, pa vem, da so rekli, pa tudi neko priznanje, eno nagrado sem za igro dobil na enem festivalu. Ne vem, nisem bil zadovoljen, lahko bi, zakaj ni šlo bolj, pa tisto sem, moram to popraviti, sam pri sebi, ne. To bi moram popraviti, pa sem probal nekaj popravljati, pa ne, nobena vloga, še ta Vilmo Škalec, ko je bil, ko smo posneli ta, sem bil nad svojim odigranim delom zelo nezadovoljen. Res. Ne vem. Ne vem zakaj, ne, ker včasih recimo, kako si ti rekel, če je vsaj ena bila, ne vem, eno komedijo smo enkrat igrali, Totovi, tam sem enega smrkavca igral 100 let nazaj, mogoče tisto, kaj jaz vem. Drugače pa res ne. Ne vem, ni mi selo, ne, ni to, sam sebi sem to rekel. Sem imel tudi eno naštudirano, eno dejanko od enega prekmurskega pisatelja, pokojnega, Bik se je prikazal zadnjikrat in bi jo dejansko naj odigral, bila je dolga od 22 do 25 minut in naj bi jo odigral recimo v otvoritev, ne vem, kakih razstav ali nekih takih stvari. In sem jaz to odigral in sem jaz to pokazal pokojni mami moje. Odigral sem pa pred ogledalom, seveda, ne, doma, ne, v sobi, sem se drl pa. In mami je šlo to na živce, ne, pa sem rekel, pa daj, pridi ti to mene pogledat, ne. In ona pravi, pogleda do konca, pa pravi, ni tako slabo, ni pa dobro. In nikdar nisem s tem nikamor šel. To mi je, naprimer, to mi je zdaj žal, ne. To mi je žal, da nisem tega potem pokazal, ne. To mi je pa zares žal, ker sem pa rad gledal monodrame. Monodrama je pa dejansko, se pravi, moraš biti dejansko popoln igralec, da lahko odigraš monodramo, ne vem, 40-50 minut, naprimer, ali pa 1 uro maksimalno, ne, ko je dolga. Ko sem jaz gledal to, še zdaj se jo spomnim, leta 85 v stari gledališki dvorani v Murski Soboti, igralec Radislav Milenkovič, mislim, da je zagrebškega gledališča ITD, je pa meni se zdi, da iz Vojvodine ali z katerega je igral predstavo Naši dani, naslov predstave. Jaz kaj takega v življenju po tistem nisem videl, tako dobrega, pa sem gledal dosti predstav, pa dobro, ne bom rekel, zdaj monodram, tako ni dosti, ne, ali tisto me je še zdaj, kako je tisto odigral, fenomenalno, noro, tako. In vedno sem si po tistem želel, da bi odigral,
dejansko prišel do tega, da bi odigral monodramo, pa pač ne, do tiste ene dejanke sem prišel, pa je odigral moji mami, pa sam sebi. Ne. Imel si naredil si predpremiero, ja, v redu. Ja, nekako v tem stilu. Ne, tako, General. pravim, nisem jaz, no, še tako mu povedal, ne, zdaj, pravim, še ogromno kilometrine bi mi manjkalo do nekega igralca. Ne. Saj pravim, mogoče pravim, neke vloge sem odigral, so mi bile pisane nekako na kožo, pa je to zletelo skozi, pa je bilo ok, v redu. Ne. Sam pravim, nekega svojega pravega zadovoljstva v svoji igri, ne, zdaj ne bom govoril o drugih, ne, pa dejansko ni bilo, ne, vedno sem nekaj več pričakoval, pa ne vem, ali sem hotel preveč, ali pa tudi ne vem, ne. Ja, pa je to najbrž lastnost, pogosta lastnost, bom rekel, performerjev, igralcev, ustvarjalcev kot takih, da so malo perfekcionistični ali pa da želijo zmer še malo bolj izpiliti. Kaj meniš, se giblješ v teh krogih? Ja. Saj glih to je tisto, ne. Ko bi še rad več iz sebe potegnil, ne. Ali pa recimo vem, mi je rekla režiserka Duša, pravi, pa ti lahko še to dosti boljše narediš, ne. Pa sem jim rekel, vem, samo ne gre, ne gre, ne. Nekaj mi manjka, ne. Pa nekaj pa naredimo nekaj, ne. No, to si pa dobro naredil. Pa sem si mislil, odkot ti pa zdaj to? Pa to je za nič, ne. Res, ko sam sebe ga ti ne vidiš, ne. In tudi to ti povem, ko sem gledal recimo zdaj več ali manj na teh filmih, ne, pa dokumentarnih filmih, si nisem bil všeč, niti slučajno, ne. Jaz sem sam odigral, rekel, eno serijo, eno promo serijo, Teku smo snemali par let nazaj, tako poigrano in vem, kako dolgo se snema en, bom rekel, prizor. Nimam potrpljenja za to, res ne daleč od tega, da bi bil igralec, no, posebej pa sem delal rekel, z dobrim režiserjem, ki je to veliko delal in ravno tisto, ko ti reče, to pa znaš bolje, ne, in me dejansko pač potegnil, bom rekel, peno na usta, pa z očesami začeli kaditi in potem sem vse 100-krat slabše naredil, tako da res te občudujem, Borut, pa še igraš kaj, še kdaj zaigraš, te povlečejo še kdaj kam? Vedno pravim, saj to je pa tako bilo zadnjič, ne, pa se nekdo najde, pa daj bi prišel do gledališču, ne, gledališče več ne grem, niti slučajno več ne. Sem imel recimo še pred leti, naprimer, če bi z nekom, ki bi to držal skupaj, da bi to, kot sem rekel, trajalo 3 mesece, pa da se to naredi, sam pravim, tega več ni in ne bo, ne, najverjetneje. Zdaj za kak film pa me včasih kdo kaj, pa daj pridi, tebe pa poznamo, ne, pa sem igral v Šterkovem Ekspres. Ki bo 30 let star letos, tako je? Ja, tako je, ja. No, in tam sem nadomestil Ludvika Bagarja, to je tudi prekmurski igralec, ne. Ne vem, če ni hotel, ni mogel, ne vem. Glavnem pa tudi fajn izkušnja je bila, zelo fajn. Pa Halgato, naprimer. Izvrsten film, tako je. Ja, no, tisto smo snemali v eni gostilni, tisti prizor pri Antaliču, starinski gostilni, zdaj več absolutno ne obratuje v Sebeborcih, ne. In tisto je tudi bilo noro, zunaj je lilo, ko iz škafa, jaz sem za šankom sedel pa pil malo pivo, pa smo ponavljali 25-krat. Pa ne zaradi tega, da bi jaz kaj narobe naredil, ali je fuknilo ven elektriko, varovalko, razumeš, ali je to bilo narobe, ali je ono bilo narobe. In tako daleč je prišlo, da je asistent režisera, ki je mene imel čez, je rekel, znate šta, ovo mojem više ništa ne dajte, gledaj kako je pijan.
Pa logično, ne. Ko ti dejansko dobro, nisem spil tiste male pive, sem pa spil, mislim, da deci pa pol, pa če ti krat 30. Ni ga igralca na svetu, ki bi še lahko Ja, ne. obdržal nivo Ja, igre. ne. Oni so pa, ostali so pa bili kar jezni, so pa drugače bi mogli špricere piti, pa so jim dali jabolčni sok, ne. Pri pivu pa niso mogli. Nič tako, take barve niso dobili. Ne, ne, ne. To je mogel delati fantastično. Se pravi, Ja, si prišel ja. na svoj račun. Ja. Namesto Dobro. denarja si dobil 25 italijančkov. Ja, tako je. Ja, točno tako. Ja, tako pravim, fajn je bilo, ne. Saj ni, ta film ni tak, tudi ni tak, kako si ti rekel, ne. Saj je pa tudi res, ne. 20-30 poskusov, pa potem potegneš ven tisto, kaj je to boljš, pa to je to, ne. V gledališču tega ni, ne. Kaj si naredil, ne, na koncu, ne. In si tam pred publiko in moraš rešiti. Ja. Frkneš, rešiti Ja, sprve. ja, točno tako. Mislim, se pravi, igralci tudi pravijo, da je hollywoodski zvezdniki, ne, malo kdo si upa tudi na Broadway iti poskusiti, ravno zaradi tega, ne, ker igrati v živo pred publiko, ne, to ni napake, ne, ti lahko milijonkrat tisti prizor s pištolo pred ogledalom ponavljaš in si res dober in te imajo vsi za carja, pred publiko živo pa zmrzneš ali pa ti nekaj zagre. Gotovo. In te kritiki raztrgajo in gre tvoja kariera. Ja, točno tako. Pravi, ni to enostavno, ne, niti slučajno, ne. Tako, Zanimivo, res zanimivo, res bi te videl, ja, pa zdaj ne bo priložnosti očitno, v kakšni predstavi. Sem si pa vsem pogledal, povej mi nekaj, Borut, prosim, a ne? Ste ponavljali oziroma koliko časa si najprej vadil tisti monolog Vilmoša Tkalca, ki je bil tako markanten, no, jaz sem ga takrat prvič videl na Facebooku, ne vem, kdo je to objavil, si ga ti, a kdo drug pred leti, no, in mislim, izjemen performance, meni je bilo zelo všečno, vem, da ti praviš, da ne, ampak to je daljši, a ne, govor, monolog oziroma nek dialog tam v gostilni. Povej mi, kako naporno je bilo tisto, recimo, naštudirati ali pa se naučiti. To smo snemali samo 2-krat. To je meni šlo, pa tudi dejansko snemalcu, najbolj na živce, ne. Režiser je pa rekel, ne, saj to je vse dobro, pa sem rekel, kako dobro, ne, pa saj ti veš, ne, mi je rekel, ne. Pa sem prav čuj, ne vem, jaz ne vem, če je to dobro, ne. Ja, jaz mislim, da bi lahko še to dosti boljše naredil, ne, glih to je tisto, ne. Res, tisto smo... Ker si ti menil, da bi... Ja, ne, to je prej super, ne. Saj, okej, ne moreš, ne, če on reče, pač tak je, ne bomo več snemali, ne. Se pa spomnim, je pa tudi bil pravim ta snemalec, je bil malo jezen, ne. In je pa pravim, so ene stvari v tem noter, ko bi dejansko lahko dosti boljše naredil, ne. So pa, na primer, se pa bi lahko tudi zgodilo, da bi ponavljal ne vem kolikokrat, pa bi tisto ta drugič bilo okej, ne. Ja, veš, tu nikoli ne veš, ne. Sam pravim, jaz sem bil zelo nezadovoljen, ker se to ni večkrat ponavljalo. Da bi imel možnost, recimo, še malo... Ja, pa mi daj posnetek ali pa poglej si, okej, pa izberi med, ne vem, 5, vsaj 5, 6, ne pa da imaš 2, ne, naprimer, ne. In zato sem bil pač jezen na tisto malo, tudi malo na sebe, ali okej, pa saj ne moš nič ne narediti, ne. Zdaj, kaj se pa tiče priprave tega, ne. Kako to delaš, pred ogledalom, doma, sam? Doma sam, včasih tudi pred ogledalom, recimo to sem dejansko doma pri mizi malo naštudiral vse skupaj, ne, ker je pa tu zmes tudi improvizacija, dejansko ni vse glih tako, kot bi naj bilo, ne, seveda, ne. In pravim, včasih je celo boljš, ko malo improviziraš, malo po svoje narediš, kot je pa dejansko umišljeno zapisano, ne. In pa dosti boljše
izgleda potem vse skupaj to. Ne. Ker je doživeto, ker je iz tebe ven. Ja, tako ne. Ker pravim, jaz nisem zdaj te profesionalni igralec, nikoli nisem bil, nikoli ne bom. Fajn je tako, kot pač je, sam pravim, še enkrat na koncu povem, ne, z nobeno stvarjo, ki sem jo odigral, nisem bil zadovoljen, ne, pa pravim, so bile, ne, pa je bilo tudi tako, ti povem, ti si bil dober, ovo je vse bilo za nič, ne. Pa kaj meni to, predstava je važna, celota je važna, ni posameznik. Zdaj je dejansko važen, ne, kaj mi to pomeni, to ne pomeni čist nič, ne. Tako, pravim, pa zaradi tega nezadovoljstva sem šel potem dejansko tako počasi, kako sem prej razlagal, počasi ven v pač te druge tekaške vode, ne. Samo še preden zaključim gledališčenje in igranje, kdo je bil Vilmos Tkalec? Na kratko ga predstavi, prosim, z 2 stavkih. Ja, Vilmos Tkalec je pa bil en oficir, ki je imel 2 tedna, dejansko v Murski Soboti je z balkona, kak je v dokumentarcu, je razglasil Mursko republiko. In to je edina in edinstvena Murska republika, ki je kdaj obstajala in mogoče več nikoli ne bo. Ne. Mi se včasih zabavljamo, Prekmurje republika, ne. Ko smo malo stran od Slovenije, ne, čez Muro, pa tudi eni, ko smo zapostavljeni, pa sem pa tja, na koncu bom tako rekel, sami smo si tega krivi, pa k nam v Prekmurje radi hodijo, imamo črni kruh, pa tu je vse tako dobro, pa glavnem, drugače pa tukaj zelo lepo, je dosti bolj umirjeno vse skupaj, na koncu, kak je pa v centru, ne vem, ti si v Kranju ali v Ljubljani. Jaz sem malo više gor iz Kranja, je tudi pod hribi, vrhunsko, sem se vrnil recimo s Tokija, kjer je na zelo majhni površini ogromno milijonov ljudi in res mi Slovenci se tam ne najdemo, mi, ki smo hribovci ali pa Prekmurci, verjamem, da še manj, a ne, in moramo res ceniti recimo tam, kjer živimo in izkoristiti te naravne danosti, tako da imaš prav, se popolnoma strinjam s tabo, kar si dejal. Ja. Sam nekaj mi povej, Borut, znaš še kakšen stavek iz tistega govora Vilmoša Tkalca, bi ga znal poustvariti stavek ali 2, ne? Ja, zdaj me ni v... Nimaš v glavi. Nimam v glavi, ja. Ja, škoda, ne, če bi vedel, už me to vprašal. Bi se pripravil. Ja, ne, saj mogel bi sam po spominu pobrskati, sam pravim zdaj na to prvo žogo. Bom ti pa enkrat zasebno povedal. Bom pobrskal tudi za tem posnetkom, pa ga, dragi gledalci, drage gledalke, poslušalci in poslušalke, tudi nalepu, ja, v opombe tega podcasta, da si boste to pogledali. No, to bravorozo, ja, Boruta, ki je res dal tam. Se mi zdi, no, tisto prekmursko, pravi Prekmurec za pravi prekmurski govor, no, za Republiko Prekmurje, boste videli, no, Borut Ciherle je edini možni, ja, edini Vilmos Tkalec, no, tako bom jaz rekel. No, zdaj bom te pa prekinil, kar se tiče Dario Varga. Okay. Je pa še pred tem, ko smo mi to naredili, je isto imel en performance, Vilmoša Tkalca, se pravi, v gostišče Zvezda, v centru Murske Sobote, na balkonu, jaz pa zdaj ne vem, katerega leta je pač to bilo, in je bila tudi fejs nora predstava. On je celo s konjem prijahal do fenomenalno, res. V grajski dvorani dejansko se je nadaljevala predstava z bobni, ne vem kaj, fenomenalno, tudi zelo dobro narejeno, ne, tistega cajta, ne. Tako, je kar upevan Vilmos.
Vilmoš je bil legenda, prekmurska Ja, legenda. je bil. Ampak Saj, jaz ga ne bi poznal, če ne bi poznal recimo tebe. Ja, ne? ja. In skozi tebe sem ga potem šel toliko raziskati, da sem sploh ugotovil, kaj je bila Prekmurska republika, razglašena in tako naprej. Da imamo Slovenci, tudi prekmurski Slovenci, bogato zgodovino v tem pogledu in da jo morda ne poznamo, ker se v tem v šoli ne učimo. Recimo, ne, v tem se ne učimo, ne? Ker dejansko je tako, ker Vilmoš Škalec, zdaj je to veš tak, ne, ali je narodni junak, ali je pa narodni bedak. Veš, dve varianti sta, ker je pa tudi obešal, da obešati ljudi prek na Hrvaškem, na droge gor, kako so Švabi delali v drugi svetovni vojni. Tudi temna plat obstaja. To ni temna plat Vilmoša Škalca obstaja, tako ne, zdaj nihče glih z nekim prevelikim navdušenjem o njem ne govori, dejansko na koncu koncev. Pravim, bil je ta, ki mu je to ratalo za ta razglasitev, ki je bila 25. majuša 1919. leta, ne, ob 11:30 uri. Ja, to mi je zdaj tako sproti malo prišlo, ja. Je razglasil to Prekmursko republiko. Ne. Pravim, bila je dolgo, mislim, trajala je celih 14 dni, pol so pa to razvrgli, ne, njega so potem zaprli, pa tako naprej. Ne. Mislim, ostalo, ja, boste izvedeli, ja, tudi ko si boste gledali ta film, se pravi, bom polinkal na vsak način, da boste Boruta spoznali tudi po igralski plati, po tekaški ga tudi, pa ga boste, ker ga boste srečevali letos na trailih, na cesti, na dolgih zadevščinah. Še dve vprašanje imam zate, Borut, za konec, in sicer, da te osvetljiva še na ta način, namreč, ti pa Alma, ne, sta oba ultraša, ne. Ja. To je zelo zanimivo, malo, mislim, so pari, ki to počnejo, včasih je to težko usklajevati, včasih je lažje oziroma se razumeti na en način. Povej mi, sta skupaj kot tekača rasla, ste en drugega učite, en drugega spodbujata, ali kako je recimo ta sinergija, oziroma variant, da je, ker vaju videvam in vidim, da se v teku, kljub temu, da nista zmeri, en ob drugem razumeta, spodbujata, pa tudi en drugega pač znata pustiti in pri miru in se spodbujati. To mi je pač v tem ultrateku moče zelo zanimiva stvar, ker je to tak šport, da te načne fizično in psihično in takrat je lahko ta interakcija tudi med ljudmi, ki se imajo zelo radi, malo drugačna kot pač v običajnih situacijah. Vidiš, to, kako si zdaj rekel, dejansko imava srečo. Malo je parov, zelo malo je parov, ki se podajajo na tako pot. Midva dejansko to ni bilo zavestno, zdaj pa, ne, to je dejansko z letih raslo. Ne. In dostikrat greva skupaj laufat, ne, na trening. Ona gre ponavadi tudi zmes kaj sama, svoj tempo, ne. Jaz držim svoj tempo, pa svoje te stvari in vedno sva skupaj, ne. Na tekme, več ali manj, ne, greva skupaj. In je res, da vse vedno ni zelo lepo, ne. Celo, recimo, če je kdo poškodovan, pa mu ne gre, ali pa ni cajta, pa ni za trening, pa pol en jamra, pa drugi jamra, pa okej, pa vse to mora biti na koncu konca, ne. Drugače sva pa, kar se tega tiče, zelo, zelo lepo ujela. To je najin način življenja, v bistvu. Dejansko v ta tek sva ne samo sebe, tudi materialno, ker to stane, ne. Pa je vse okej, enega centa mi ni žal, ki sem ga dal, pa tudi za odstope, ki sem jih doživel, se pravi boleče poraze, naprimer, tako super, ne. Fajn funkcionirava,
nimava dejansko samo zdaj, samo ta tek, ne, hodiva tudi v gledališče. Jaz recimo sem 70-80 oper videl, ne. Bravo. Ja, imam opere recimo rad, ne, tudi med drugim, ne. Tako, hodiva v planine, ne. Zdaj zadnja leta malo bolj, kot sva prej hodila, ne. Tako fenomenalno, ne. Mislim, res. Top. Ja, res. Ne, ker poznam pa, kako si prej ti rekel, zdaj recimo eden je športnik, eden je pa doma, ne. Ko znam primere, ko glej, pa te ni doma, pa te cele dneve ni doma, pa si, ja. Težko je potem, ja. Tako. Težko, ne, ker razumeš tudi drugega, ne, pa logično, ne. Glej, ti boš laufal cele vikende, pa med tednom boš laufal, za vikend boš šel na tek, jaz sem pa doma, ne. Pa bom pucala, ja. Ja, Pucal, ja. na koncev, ne, Ja, tako. je to hudo, ne, ni to tako samo, ne. Pa pravim, ko razumeš pol onega drugega tudi, ne. Ne, in tako, ko se tega tiče, tu imava pa srečo, ne. Ni dosti takih parov, ne, ali ne, v redu, ne, pa fajn funkcionirava, pa fajn se imava, ne, več ali manj, ne. Super je. To sem ti rekel, to te moram vprašati, ker se vidi, bom rekel, ta povezanost na način, ja, pa tudi, ja, ne, ko pride do kakšnega manjšega spora in tako naprej, ne, še vseeno, ne, se vidi, da je to drugače, da se razumeta na način, ne, da si znata dati, bom rekel, tudi prostor in tako naprej in da se znata pa povezati, ko je najbolj pomembno, no, in to mi je res carsko, no, in sta za zgled, verjamem, marsikomu, Borut in Alma Richteršič, ja, naš ultra prekomorski par, verjamem, da ste jih videli, pa da jih še boste. Morda tudi, in še čisto zadnje vprašanje, da te malo sprovociram po vseh tekih, ki si jih naredil, pa ultrah, pa stotkah, pa balatonih, kaj pa špartatlon, Borut, te mika tako nekje od zadaj, malo mogoče, kdaj, če bi in tako naprej. Zdaj ti bom povedal, za špartatlon sem izvedel 2016. leta, ko sem prilaufal v cilj, stotke v Bilu. In mi reče ta, ne, mislim, da je bil Nemec, mi čestita, mi da tisto medaljo, pa mi pravi, a veste, imate pa normo za špartatlon. Hvala, tako nisem vedel, za kaj se gre, res. Nisem bil nikoli prej pozoren na špartatlon, pa in res, tistega cajta meni se zdi, da je trebalo imeti 9:30 moški, pa 10 ur žensk, ali pa 10:30 ženske, ne vem, saj nima veze. Jaz sem imel 9:20, nekako tako, se pravi, norma za šparto je bila na dosegu, brez problema, samo moral bi se prijaviti na špartatlon. In pol sem šel to gledati, ne, kaj je pa špartatlon? Ja. Gospodje in gospe, dobro jutro. Če je bil 100 kilometrov, tek je po noči, pri 15-16 stopinjah, ni sonca, ni nič, odlaufaš. Kaj je pa špartatlon? Se pravi 246 kilometrov, več ali manj 30 stopinj. In že po tistem, ne, sem jaz sam sebi rekel, ne, to pa ni za mene. Ne, absolutno ni za mene, ne. In tudi, ko sem recimo, ko sem 22 sem to, kaj je že balaton prelaufal, ne, pa sem tudi rekel, ni variante. In samo zaradi ene stvari, vročine. Ko mi je Francesco razlagal, ko je rekel, pravi, pa kaj si nor, pa to je 33-34 stopinj je bilo, pa na asfaltu je to 50 pa več stopinj. Ni. Mikrovalovka, ja. Ja, ne, glih zaradi teh stvari, ne.
Zdaj, kaj se pa tiče teh, mislim, da sem imel recimo za dost treningov v preteklosti, Da govorim, bi to lahko izpeljal. da bi to lahko izpeljal, dolgih tekov, ne, ali pravi, nikoli nisem v tem dejansko potem razmišljal, potem pa še, koliko pa to tudi stane, ne. To je cela vreča denarja, tudi danes, ja, tako. Ja, ne, zdaj se pa dejansko, zdaj, če gledaš, vse se nenormalno draži, ne. Ti teki so ratali nesramno dragi, ne. Glih sem rekel, dobro, ko sva Mozarta opravila, zdaj recimo, ko dobivam po tem SMS-u sporočila, ne, prijavi se na Mozarta, ne, gledam štartnina 260 evrov, pa kaj s tem, ne. Mislim, malo je šel preveč to v... Res je. Mogoče res, povpraševanje res izjemno očitno presega ponudbo ali kaj. Tek je res vroč, cestni trail, ni da ni, traili, ultra traili, vse, majorsi, ni da ni. Računamo, da se bo to tako kot vsaka inflacija enkrat umirilo, no, pa da bomo morda spet prišli na neko normalni nivo. Ampak ja, ker smo Borut Siherle izjemen sogovornik, jaz sem res užival. Sem res vesel, da so danes tehnično to malo drugače zastavila, spoštovane, ampak da so se ujela in da so izpeljala tale pogovor. Prekmurec, ki sem ga dolgo časa imel v mislih, da se z njim pogovorim, že od lanskih Radencev, ko me je s kolesom malo spremljal in tako naprej, sem imel to v glavi, no sem ga dobil in sem vesel. Borut, to mi je bil tako simpatičen zapis na tvojem Facebooku pred leti, ko si to pisal, na trailih, da sem rekel, ko si prvič prišel v Kranj na 12-urni tek, oziroma ko sem jaz tam prvič moderator, sem rekel, to je pa uni Prekmurec, bars iz mesta, ki vedno stoji in se poliva z vodo in gre naprej v še en krog. Ne, daš kaj je tisto? Tisto je pa ajd si z mesta. Ajd si z mesta, ok. Ajd vsi z mesta, ne, mi pravim, ajd si z mesta, ne, malo to požeremo, ne, ajda si, ne, z mesta, vstante, ajd vsi vstante, gremo, ne. Bravo, gremo naprej. Gremo naprej, točno tako, ja. Mislim, noro, prekmurščina je tako čudovit jezik. Je. Jaz se ti zahvalim na tem mestu, Borut, da si vzel tale čas za mene, pa za najine gledalce, poslušalke. Super je bilo. Pa upam, da se kmalu vidva spet v živo. V živo, seveda, ja. Saj se bomo videli. 8 ur svete Ane. Ne boš. Ne vem še, bom prišel morda kot posebni poročevalec. Evo, za tek. Super. Zdaj pa, daj mogoče čisto za konec, zadnja beseda je tvoja. Poslovi se prosim po prekmursko, tokrat to poslušam. Ljudje moji, fajn bojte, Boga se bojte, pa zdravi bojte. Pa to je noro. Hvala, Borut, srečno, da si videl. Adijo.